Pri izvajanju obveznih gospodarskih javnih služb, torej odvajanju in čiščenju odpadnih voda, odvozu in obdelavi odpadkov ter oskrbi s pitno vodo, je komunala lani poslovala s pozitivno ničlo, pojasnjuje Ladislav Jaki. Medtem ko je pozitivni rezultat, se pravi 36.000 evrov ustvarjenih na tržnih dejavnostih. To je predvsem pri izgradnji vodovodnih priključkov, vzdrževanju vodovodnih priključkov, menjavi vodomerov in pa na vzdrževanju kanalizacijskega omrežja. Vendar bi, kot je na seji opozoril svetnik Pavle Zupančič, brez občinskih subvencij, te so sicer namenjene pokrivanju razlike med dejansko in prodajno ceno obveznih komunalnih storitev, komunala pridelala izgubo v višini krepkih 115.000 evrov, kar je po njegovem mnenju dolgoročno nevzdržno. Sicer pa se je v občini za 5% povečal delež ločeno zbranih odpadkov. Kar je prišlo že tako rekoč na skoraj 30%. To je v primerjavi z ostalimi občinami v regiji dokaj dober rezultat. Razlog pa je v tem, da je občina zagotovila nabavo novih zabojnikov in dejansko omogočila povzročiteljem odpadkov, da lahko v neposredni bližini na odjemna mesta ločeno odlagajo odpadke. Evropska direktiva o odpadkih za države članice določa, da mora biti do leta 2020 najmanj 50% ločeno zbranih odpadkov pripravljenih za ponovno uporabo ter recikliranje. Glede na intenzivnost v zadnjih letih ocenjujemo, da bo tudi občina Šmarješka Toplica dosegla ta okoljski cilj. Na seji je bilo hkrati mogoče slišati tudi pozive k razmisleku o ustanovitvi lastnega komunalnega podjetja, kar pa je Jaki na osnovi izdelanih elaboratov v 3 občinah ocenil kot predrago možnost. Še več, kot pravi, bi morali v Sloveniji razmišljati predvsem o združevanju komunalnih podjetij.